Bog daj in lepo pozdravljene, spoštovane gledalke in cenjeni gledalci. Zakorakali smo že v drugo dekado počitniškega življenja in nekateri so že preživeli zaslužene dneve počitka, nekateri ga še bodo. Tudi letos so se mnogi odločili za dopust ob morju, pa sem se še sam podal na pot, seveda s posebnim pomenom. Mnogi obiskujete čudovite primorske cerkvice in bogoslužja v njih, gotovo pa je med vami tudi kdo, ki se ne znajde oziroma v času dopusta pozabi, da je kristjan. Pa bi bilo lepo, da bi svoj čas našel tudi za Boga. Naj bo nocojšnja oddaja, ki bo imela svoje nadaljevanje čez 14 dni, za vse vas, ki svoj dopust preživljate ob morju. Slovenska obala se razprostira od mejnega prehoda Lazaret do mejnega prehoda Dragonja. Versko življenje so v te obmorske kraje prinesli benediktinci in frančiškani, ki so nekdaj bili raztreseni po celotni jadranski obali. Zakaj iskali so puste in nenaseljene kraje, se ukvarjali s kmetijstvom, zidali cerkvice in samostane. In tako so se ob cerkvah začela širiti naselja. Pa pojdimo lepo po vrsti. Začetek naše slovenske obale predstavlja Ankaran, majhno mestece, ki kar ne more sprejeti številnih ljubiteljev sonca in morja. Cerkvica, do katere pridemo z avtom po oljčni poti, je najmlajša in zgrajena podobno kot nova cerkev v Portorožu. Naj dodam še to, da je zgrajena izredno racionalno, saj je združena z župniščem, vmesnim prostorom za razne krščanske dejavnosti in izredno prostorna. Nedaleč stran so škofije, ki se ponašajo s starejšo cerkvijo, ki pa je bila pred nedavnim v celoti obnovljena.
pa nas pelje naprej proti centru. Pred nami je Luka Koper in koprska škofija z veličastno stolno cerkvijo, ki je tudi največja v celi Sloveniji. V večini obmorskih krajev so poleg cerkva zidali posebne objekte, v katerih so bile krstilnice ali pa prostori za versko šolo ali veronauk. Prav v Kopru sedaj obnavljajo krstilnico. Obnovljena je tudi stolna cerkev, nekaj dragocenih predmetov iz njene notranjosti pa je trenutno na evropski razstavi. Poleg stolne cerkve pa je v njeni bližini cerkvica Svete Ane, neposredno ob koprskih zaporih, in to upravljajo frančiškani. In že nas pot ob skalnati obali pelje naprej, v Izolo.
V njeni luki najprej naletimo na cerkvico, ki propada in čaka na obnovitev. Zato pa nas le nekoliko višje sprejme veličastna podoba cerkve, ki letos praznuje 100-letnico obstoja in vsa prenovljena notranjost nam govori, da je Božje kraljestvo res veličastno. Žal pa se s takim obiskom, kot ga vidimo v morju in ob njem, ne morejo pohvaliti duhovniki primorskih cerkva. Je temu vzrok napačna ura za bogoslužje, saj so v večini cerkva med tednom pričenjajo maše ob 6. ali 7. uri zvečer, ko mnogi odhajajo s plaž ali so pri večerji. V nedeljah je nekoliko boljši obisk, saj so maše v večini ob 8. in 10. dopoldan, nekje pa še ob 7. zvečer. Ali nam mogoče res čas dopusta v celoti prekrije vsakdanji domači utrip in pozabimo, da Bog živi tudi v času dopusta? Mislim pa, da vsi kristjani, ki najdemo čas za vse možnosti, ki nam jih nudi čas dopusta, znamo najti tudi čas za Boga, ki pa naj ne bo nikomur vsiljen, ampak naj bo naša vsakdanja skrb za naše notranje duhovno življenje, ki naj bi ga z obiskom bogoslužja ne obremenili, temveč z njim razbremenili vse težave, ki se prav rade pojavijo tudi v času dopusta.
Toliko za nocoj, drugič nas bo pot peljala naprej. Vsem, ki se te dni odpravljate na pot proti obali, želimo obilo Božjega varstva. Tistim pa, ki ste se vrnili, želim veliko Božje pomoči, da boste spet lahko prijeli za delo, saj brez dela ni jela, tako pravi slovenski pregovor, in brez Božje pomoči tudi sreče ne. Pa z Bogom!